ki te nekaj boli, se ne smeš udati, ki te preseneti še nekaj, kar sploh nisi pričakoval. Imam hude žločne težave, pa drisko, pač ne zdržim več tega. To me tako boli, te 13 ur do konca, noge me podbolijo, kdaj ne umrli. To še enkrat naresli v skupni može. Živijo, evo, zdaj vem, da me ne vidite, ampak kar se zdaj dogaja, je, da jaz prihajam k Jakatu, ki trenutno zdaj že 11 ur voz, na koledi sem na trenažerju noter v hiši, zdaj sem imel po moje počasi videti. In ja, nekaj časa bomo z njim, bomo pogledali, kaj se z njim dogaja, in evo, čak, da pride najprej tlele do luči, pa da boste pol najprej mene videli, pa bomo pa šli še Jakata pogledati takoj, sam da vam razložim, kaj se dogaja. Jaka bo danes poskusil 24 ur gond bicikl, trenažer v bistvu, in začel je ob 8 jutri, zdaj je ura 6, pol 7, evo, ne vem, če lahko vidite, ja, pol 7, 18:24, in poskusili bomo iti do 8 jutri, ne, se pravi, začeli smo 31, končamo 1. In zdaj pa da pojmo pogledati, kaj je Jaka že naredil, kaj se dogaja, evo, tlele ga imamo. Kako ste vi? Jaz sem zjeba. V bistvu, ja, ker je že Simon povedal, verjetno, je danes izziv, da naredim 24 ur, no, danes, v bistvu, jutri se zgodil, če se moram. Na trenažerju, ne z unih, logično, ki je kar zelo, ampak je tudi na trenažerju precej težko. Meni si rekel še precej težji. Ja, še precej težji, kot zunij. Se nikoli nisem naredil 24 ur zunij, ampak trenutno sem na 10 urah in pol. Višince približno 5000, kilometrov je 230, delam krog za svetovno prvenstvo, letos v Ruandi. Cilj je, da ga naredim 12krat, kar pomeni 2 uri na krog. Trenutno sem torej v 6. krogu, 5 sem jih že naredil. Noge so me pa čisto iskreno začele boleti pri 3. krogu, tudi so možnosti, da naredim 24 ur, čisto iskreno zelo nizke, ampak jaz sam se bom potrudil, da pridem čim bližje temu, oziroma da to bom naredil. Je pa tako, da imam pa tudi dristo, kar dela kar velike težave. Ampak, ja, glej, tlele je Simon me prišel spodbujati, navijati. Ja, kar se bo zgodilo, je, da bova poskusila, jaz sem poskusil stati z njim do konca, on bo pa poskusil pač oddelati teh 24 ur, ne. Tako. Ja, in verjetno bo šel spat, ne. Ali pa ne, bomo videli. Odvisno od vsega možnega, ne. Zdaj pa, rad bi vam še pokazal, kaj se pri Jakatu dejansko dogaja, ker se v bistvu nič ne dogaja, sam vrti pedala, ne. Takole približam. Ja, zdaj me, vidite, kako vrti pedala. Ja, In bosta tole, ne. ja, tole je Rubi, ne, to je aplikacija, kjer to kot Zwift, mogoče bolj poznan, kjer je dovolj za virtualno kolesarjenje po zimi, ne. Sicer ni čisto namenjeno 24 urama, ne, ampak je pa veliko različnih treningov in verbalnih in se splača za ohranjanje forme čez zimo. Ampak ja, kaj naj še reče, mislim, veliko pijem, ne. Veliko pijem, imam 3 različne bele še, od Eludemsa, ki mi pa povzročajo precej težav, želodčnik in pol driska, ne. Mislim, piše, da so v redu, ampak mislim, tako bom rekel, imam hudo drisko, zelo težko sedim na sedlu. Pač, okej, zdaj bom rekel, 10 ur si na kolesu, na sedlu. Je veliko, ampak pojedel sem pa samo 6 delov, ne, 5 delov in občuti se, da ni to, ne, 5.
Načeloma jih profesionalci pojejo 5 do 2 urah, ne. Tako da, kljub temu, da je dolžina dolga, ja, ampak, bolj vam, ne, pa bomo videli, kako bo šlo naprej, ne. Evo, zdajle, tole nekako je, kje se to dogaja, ne. Tole je studio, imajo se skup temno, ker nisem luči prinesel, ker je bolj namen, da jaka to se odpele, ker pa da karkoli posnajemo. To je samo zato, če koga zanima, kaj se dejansko dogaja, ker človek 24 ur pele, ne, ko tole naredime, evo, takole zgleda, jaka je tamle nazadij. In v naslednjič bomo pač videli, ker sem jaz naslednjič odločil, kaj posneti, mogoče se bo kaj zanimivega zgodil. In to je praktično to se bo dogajalo do 8 zjutraj jutri. Evo, zdaj je že par minut minilo, odkar sva začela midva tlele, sem jaz začel z Jakatom snemati, no, kakšne pol ure. In Jakata je pa res rad. In edina stvar, ki sem jo hotel zdaj pač razložiti, je, da Jaka ne bo odkolesaril non-stop 24 ur na kolesu, upam, da se to razume, no. Da nekako to ni čisto taka stvar, ki bi se tako naredila. On ima na 2 uri ima mečkam pauze, pa kadar mora iti na WC, kar bi sicer ponovadi med 2 uri pa mojimi pauzami, je še dodatna pauza, ne, sem zdaj, ga je pač sredi prijel, kot je že prej povedal, da ima prebavne težave zaradi prehrane, ki jo mora jesti, zato da bo preživel tale brutalen trening, no, ki sicer ni trening, ampak je bolj nekako tekma samim sabo. Evo moment. Ja, dober dan. Ne, zdaj pa že skoraj dober večer, pa ja. Zame je pa kakor dober dan, ker še na polovici nisem. Ja, se to, ja. Pomni, da sem zjutraj, tako se počutil. Ker sem v resnici zelo dober, ne, sej, kot vidite, lahko govorim. Tisti, ki je pogledal video, ko sem šel vse klance Baške grape, sej, mogoče bo Simon dal celo link v opis tega videa. Je tako, da tam sem komi kaj povedal, ne, tudi pol, komi sem govoril. No, zdaj pa kot vidite, lahko govorim, problem so moje noge in pa geli. Mislim, v gelih je problem, ali pa v meni, no. Ne trdim, da čisto sam v gelih. Imam hude želodčne težave pa drisko. Zdaj še dobro, da sem jaz šel živilstveno prehrano študirati, da bom mogoče naredil kakšne boljše, ker tole je en poraz, na žalost. Pojedel sem jih 5 v 11 urah skoraj, pa vam povem, da moj želodec in prebavila tega ne, težko sedim na kolesu, ker me zelo peče rit in nisem zmatran v glavo, da nisem zaspan. Vsi te, ki se ukvarjajo z nekimi vzdržljivostnimi športi, vejo tisti feeling, da si prazen, ne. Pač ga poznajo, ker ne moreš dati ni sebe, dati nič. Ne moči, ne govor, tudi razmišljaš zelo težko. Medtem, ko jaz pa lahko razmišljam, mislim, glih integrala ne moram zračunati, ne, ampak problem je pa v nogah, ker me noge bolijo, ker da bi naredil en zelo krut interval. In v bistvu, če me bo kaj, me bo to pokopalo, pa da sem zelo hude težave z želodcem. Pač ne zdržim več tega. To me tako boli, da ja, je pa res, da me je pa zdaj preden sem šel na stranišče, me je začel prsti na nogah zelo boleti. Ja, nekako imam ampak sem dobil noge, prsti, pa želodec ali črevesje. Črlo pa nimaš, okej? Ne, nimam, oziroma ne, večjih nimam kot to. Imam manjše, te pa še guji. Te 13 ur do konca, tole zgleda. To bo 13 ur, evo, tam je to v Zgoraj, ja. Naj bi porabil 4700 kilokalorij, kar tudi ni res. In več, ne? Precej več. Popil sem pa tudi že ogromen, skoraj 12 litrov. Da rečejo, da lahko reč, če popiješ 21 avtokaj. Ja, sem ti si pa že vse pravil. Ja, porabil, pa druga stvar je, Ne bi šlo. ja, pa druga stvar je tudi, ni to destilirana voda ali pa samo navadna voda.
ampak so elektroliti, ki pripomognejo normalni koncentraciji, ne vem, ionov, karkoli že v krvi, da ni pač preveč razrečeno, tako da ne moreš biti več sredstvenega. Mogega podbudnega bi daj. Dajte navijati za Jaketa, verjamemo, da mu bo ratal, vi pa, lejte, vse misli, ki mu jih pošljete, bo pripomorne k temu, da bo naredil, ne? Ja, sigurno bo pomagal. Ja, se zgleda si res, kada te ful boli zdaj na koncu. Ja, se da. To še enkrat narediti, uspetno ne može. Ne rečem, da nisem. Zato smo danes tukaj. Se delajo najmogoče stvari. Ja, boli. Ne, pač še vedno zdaj sem na pol, ne. Bom pa to popil. Kratka pauza. Po mojem sem si jo zaslužil, zdaj smo na polovici. Prebavne težave se malo boljš, to moram priznati. Čevlji me pa ful stiskajo, zelo zoperno je. Simon ima prav, ne, vsaka stvar, ki te boli, v bistvu vpliva na to, da pač na koncu ni rezultat glih tak, ko si ga želiš. Tudi vati so pač 124, ne, to je ekstremno težko. Eno zanimiv podatek, takoj odkrem Instagram in vidim, da bo Evenpool zdaj, Remko Evenpool, začel sezono, priprave na sezono, naslednjo sezono, z tem, da bo 15 ur non-stop v vetrovniku testiral, seveda kronometer, kaj pa drugega, kar je še malo bolj zoperen položaj. Pa moje mnenje je, da bo v tem naslednjih 15 dni zdravo prehlad. Ja, točno to, ker vetrovnik je še malo več vetra, je totalen ventilator tukaj, ki je bolj bogi, ampak sem vesel, da ga imam, ker brez tega bi bilo pa to še, bi že nehal 100%, ker... Kakle je vroče, pač. Glejte, on je v kratkih rokavih. Jaz sem v kratkih rokavih, ne, se vidite, evo. Zelo toplo je, ampak tukaj imam v bistvu termometer in v bistvu zanima... Imaš kakšno lučje? Lebedi. Kar sem hotel prej reči, to me pa zdaj zelo presenetilo. 19,5 stopinje je bilo zjutraj. In lejte, segrel sem tole za 2,5 stopinje Celzija, kar se mi zdi neverjetno. Res je, da je to nekako enak isti prostor, pa sem vmes imel odprto okno. Lahko me pa pokličete, pa plačate, ker veliko, pa vam prijem segrej bajto, samo pa ful smrdel. To pa tudi ni toliko zelo. V bistvu edina stvar, ki jo rabiš, da se segreva, ne, je ena stvar, ki orang porablja energijo in je zelo slab izkoristek, ne. In to je človek. Če bi to izkoristek, kar jaz dajem, po moje, v moč je mogoče 20%. Ja. Vse ostalo gre pa v toploto. To, da govorim tudi, ne, v bistvu. Glava je tisti največji problem še, ne? Ker ti si sposoben to upeljati. Brez problema. Ker tvoje telo je narejeno za to, ti si živiš za to zadnje 4 leta, ne? In... Res je, ampak... Edina stvar, ki tle res hud problem je glava. Sej mogoče ne zgleda na meni, sicer je že malo slabš, tudi tako psihično, ampak... Noge so pa, nočete si predstavljati te bolečine. Jaz bom zelo, jaz čutim, da ne moram več, ne moram sploh, pač če vas ne bi bilo tukaj, jaz ne bi obrnil pedal že, koliko sem naredil, 14 ur, ne vem. 8 ur ne bi več vračal. Evo, zdajle imamo en update. Ura je, ne boste verjeli, že 2 zjutraj, tako da imamo samo še 6 ur do konca. Nič tasga. Evo, ura, da vidimo, 2 zjutraj, dokaz. In Jaka je v top stanju. In jaz mislim, da boste vsi z mano se strinjali, da bo prišel do konca 24 ur. Evo ga. Z moje strani vem, da zdaj sem imel super navijače, pa Simon je še vedno tukaj.
Ja, kot vidite, se je malo spremenil. Tu sem navijal, pa se pogovarjal, sem jaz malo neko govoriti. Zdaj sem pa zjeban tudi tako, kot sem navajen biti. Kar me je še dodaten uničil. Evo, zdaj ura je 3 zjutraj in ideja, ki je bila sicer znana že preden sem, že prejšnji posnetek, ki sem vam razlagal, kako bo Jaka do 8 zjutraj odpeljal, je zdaj sicer se malo spremenila. Peljal bo verjetno še kakšne približno pol ure in v tem času, mogoče malo manj, bo odpeljal tam nekje. Bo odpeljal še naslednjih 10 km in prišel do višine 8848, to je zdaj cilj. In zelo lep cilj, odpeljal bo 400 km. In zdaj bo naredila zaključek današnjega dneva, zaradi tega, da bo šel pol Jaka sam spat, ne. Kar je logično precej luštna zadeva, mislim, potem, ko si cel dan na biciklu, zdaj pa, nekaj je zrihtan. Ja, tukaj je Simon rekel, cel dan, ta dan, v soboto, 1. novembra. Ja. Sem bil res cel dan do zdaj na kolesu, a ne. Ja, težko je bilo, zdaj imam res sam še malo, narekovaj, do konca, še 1-2 klančka, 300 višincev, povprečno hitrost imam malo manj kot tam okoli 21,5. Ja, 400 km, to je 100 km več kot do zdaj moj rekord, ko sem ga odpeljal pred 2 mesecema. Kar je tudi en tak lep uspeh, ker Everesting sem že naredil, 400 pa še ne. Tako da sem tudi na to zelo ponosen. In kad sem čisto za konec, še enkrat rečem, pač hvala vsem, ki ste pogledali posnetek do konca, do tukaj. Hvala vsem, najbolj Simonu, ne. Hvala tudi Tini pa Veroniki, prijateljicama, da sta me prišla spodbujati, res je bila velika motivacija, da sem sploh lahko, ampak res brez vas treh mi ne bi uspel, pa hvala tudi vsej družini, ki so mi dali malo miru, pa šli na Sardinijo. Evo, zdaj še pokažem, ura je 3 zjutraj točno. In Jaka bo zapeljal samo ravnino. Mi pa ne vem, kaj bo še podcast to zraven, vi to še kot podcast gledate. Ne vem, bo to zaključek, če bo, se vidimo naslednji torek, če ne pa dajem besedo Simonu čez en dan. Ok, lepo pozdravljeni nazaj v torkov pogovor. Lepo vas je spet videti, čeprav jaz trenutno vidim samo Jakata, ne. Kot vidite, sva spet na dokaj novi lokaciji. Ja. In mislim, da bo zdaj naprej kar tukaj snemano. Če bo seveda dovoljenje lastnika. Ja, bo upam. Tudi, da bo lahko imela to tudi skozi postavljene. Danes malo razkomoten, ker me še malo boli, a nemam dober izgovor, zakaj. No, in danes je moj gost v resnici Jaka. Tako da hvala, da si vzel čas. Ja, ne, sej, komod, ne. Mislim, sej glih 5 metrov pod mojo poslo dobesedno, tako da ni bilo težko predsam. Pa še to lahko, ker ne bom v intro to govoril, je, da bo res hvaležna, če se naročite na kanal, pa mogoče malo spremljate, kaj se tle dogaja. Ne bodo si pogovori za vsakega, ne. Kar vas pa zanima, si pa poglejte, ker se mi vsakič se bo res potrudila. In za kar ste danes z nama, je pa en izjemen izziv, ki ga je Jaka en dan nazaj odpeljal, pa 2 dni nazaj tudi, ne. Zato... Ja, ker je trajal čez polnoč, ne, ampak ni trajal glih 1 uro, 2 uri čez polnoč, ampak sem začel v petek, ne, zjutraj, ob 7, malo čez 7, 7:20, pa končal, to se pa ne spomnim točno kdaj, ampak jaz bi rekel tam ob 3, pa še malo, naslednji dan, po noč. 5 do 8 minut sva rabila, da sem se iz bajta spravil, 3:47 sem je že vozil, se pravi 20 do 4 si končal. Ja.
In ja, torej izziv je bil 24 prekolesar, pač kolesar 24 ur na sobnem kolesu, ne, tok nor, nisem, da bi šel ven. Ampak sem bil pa dosti nor, da sem zdržal 20 ur pa še mal. Elapsed time, torej vse skupaj sem bil buden tok. Kolesaril sem pa od tega 18 ur pa 50 minut, kar je kar velik. Malo sem tudi počival zaradi različnih razlogov. Sej Simon je bil velik del tega počivanja tudi zraven, ker prvih 10 ur sem kolesaril sam, ker mislim sam, pač sej ni nikoli noben z mano kolesaril, ampak sem imel pol navijače, 3 zelo zveste navijače, ki so mi res pomagali, da sem med njimi bil tudi Simon, seveda. Mene je presenetilo, da sta bili oni dve tako dolgo zraven, ne? Ja, sta bile zelo dolgo časa zraven in mi je to zelo pomagalo, da sem v bistvu pač nisem končal 24 ur, ampak to je bilo pač nemogoče in manjkalo še kar neki. Ampak ja, se ste se vsi res potrudili, pa sem se pa tudi jaz potrudil. Ko si se ti potrudil, je meni ven iz tega sveta, ampak o tem bo pol še, bo šla lepo počas, bomo razdelala te stvari, pa vi boste pa zraven dobili še tudi odseke. Sem razmišljal, da bi jih midva tudi sproti gledala, sem se mi zdaj brez veze. Bom vključil še tisto, ker jaz sem pač tudi snemal zraven, ker sem bil pri Jakatu in boste imeli še tisti delček tega, kako je dejansko to izgleda, ne. Svetloba ni bila najboljša, ker mi je bil cilj samo zabeležiti to, kar se dogaja, tako kot je dejansko bilo. In to mava, ne. Ja, to mava, ne. Jaz sicer tega nisem še videl, ampak bom že pogledal, ko bo čas. Me zelo zanima, kako sem zgledal. Na par slik sem ti pol zjutraj poslal, da jih imaš tle, da bo zdaj lahko te stvari uredila. Ampak ja. Skratka, kaj, začnemo na začetku, ne. Ja, torej, v bistvu sem bil zelo živčen že en dan prej, če začnemo čisto pri pripravi. Bil sem toliko živčen, da sem v bistvu že v četrtek zjutraj sem si čisto vse, preden sem šel na faks, pripravil za jest. In ta živčnost je prevedla v eno tako mogoče malo napako, da sem si čisto preveč naredil za jest. Oziroma sem mislil, koliko bom veliko jedel, pa že toliko, ker sem, bom pol povedal, da je bilo čisto zadost. Pa tudi pil sem dost. Ja, je bilo. Zato ker, no bom že zdaj povedal, jaz sem imel na začetku, stehtil sem se, ne, ker to je virtualno in tvoja kilaža mora biti pravilna in sem imel tudi pravilno, sem se stehtil zjutraj 66,2 in pa je bil neka ideja je bila, da jaz to kilažo si napišem za 2 kili manj. Zato, ker naj bi shujšal in bi na koncu bil recimo 60 kil, malo več, 62 kil težek in povprečje recimo 64, ne. Nekako to je bila ideja, ampak pa sem ugotovil, da jaz razmišljam, da bom toliko shujšal 4 kile, je zelo slabo. In že če bom tako razmišljal, pol bom res toliko shujšal, kar pa ni sploh zdravo. Pa bom poskusil se držati na neki isti kilaži, vsaj z vodo, elektroliti, karkoli, pa s čim več hrane. Ampak te hrane sem si pa še čisto preveč naštimal, ne. Ampak v končni fazi sem shujšal pač mogoče za max pol kile. Na koncu sem bil 66, kar je še vedno, mislim, bil sem oblečen v dres. Ampak še vedno 66, ne. Tako da nisem shujšal za več kot pol kile, sigurno. Potem, ko sem jaz šel, ali si se... Ne, takoj. Zdaj, če bi se pa zjutraj, ne, to bi bilo pa pol... Nižje, ja. Ja, kar pomeni, da sem bil prej še več, ne. Ja. Kar pomeni, da zagotovo nisem shujšal več, tako da ja. Tako da tega nisem naredil in sem vse pač screenshotov in poslikal svojo težo, tako da tako da ta dokaz pač imam, tako da pač nisem nič goljufal. Ja, delal sem ta izziv na aplikaciji Ruvi, zdaj če malo o tem povem, za tiste, ki pač zdaj se načeloma sezona trenažerjev šele začne, jaz sem pa treniral na tem že
Skozi vse aplikacije, tako da lahko tudi to pomeni. Ja, lahko tudi to omenim zdaj, ko smo na začetku. Preizkusil sem Biku, ok, Zwifta nisem. Ampak to je toliko poznano, pa tako da pač se ve. Vuš, to Tadej Pogačar, verjetno veste, da ima. Pol Bikul, pa Ruvi, in pa še ene par, ampak o tem malo premalo vem. Od te sem imel pa dolg čas. In Vuš je najbolj primeren v bistvu pač brez debate za tiste, ki nočete dajati denarja za to. Je edina za ston. Je edina za ston, pa res ponuja tako, kot pač Zwift, lahko se peleš, kjer hočeš, je navidezna resničnost. Ampak je pač, če nočeš za začetnike super, pač če nočeš vse funkcije ima, zabaven je in ne, mislim zabaven, no kaj te je zmotil? Gospod Tadej Pogačar, koliko časa pa vi že kolesarite, gospod začetnik? Ja, dober, to je res, ampak ja, Pogačar pa sponzorji pa take fore. Dober, sam sem tudi, verjetno bi mu druge aplikacije tudi ponudile sponzorstvo. Sam njemu, če bi jaz sklepal brez veze, virtualna realnost. Ne? Ja, mislim, ni toliko zelo zanimiv. Ampak je pa za ston, tako da za tiste je to definitivno prva izbira. Pol je Bikul, pa Ruvi, no to je pa pol ni virtualno, ampak je pač resničnost, resničen posnetek. Pač zanimive evente tudi dajo ven, mislim, sploh Bikul, dirkal sem s Chrisom Froomom, Remkom, Contadorjem, pa je šlo kar hiter, tako da ni bilo počas, ampak ja. Ja, je šlo pa malo bolj počas, ne. Sam, ja, Bikul, ne, zdaj Ruvi je zelo drag, ne, to, kar imam zdaj, na tem sem tudi naredil, kar sem zelo drago, tako da ne vem, a se splača ali ne. Mogoče bom pa zdaj šel na Vuš, ko bom malo manj kolesar, ampak za tiste, ki veliko kolesar, da pa ne vem, mogoče Zwift, mogoče Ruvi. Ki ima zelo dober belež, tudi tvoj effort, če imaš pulsmeter. Ja, se je vse dogajalo. Mi smo vse videli, se boste tudi vi verjetno videli, kaj je bilo na zaslonu, kam do notor. Skratka, veliko komponent si lahko daješ vse te zmer, tako da pač je to top. Mogoče tega Vuš nima, ampak je pa za ston. Ja, to je, kar se tega tiče, po mojem, sva dosti besed. Ja. Ok, zdaj pa seveda, kaj si imel ti od opreme, kaj si imel ti od hrane s sabo. To je tista zelo pomembna, ampak to tisto ni naredil dejanskega izziva. Ja, mislim, dejansko največ ste mi pomagali vi, če sem čisto iskren, na koncu že nisem več jedel. Ampak do tega še pridemo, zakaj je to prišlo. Zdaj oprema, ne, si rekel. Ja, trenažer, Elite, Suito T model. Če koga zanima, kaj je razlika med Suito pa Suito T, to sem še... To je on bolj specialist glede trenažerjev. Je, da imaš kaseto, za Suito tam pride zraven, se pravi, Suito je v bistvu dražji, kao višji model, ampak v resnici je brez plača kupiti Suito T, zaradi tega, ker potem lahko dejansko prilagodiš kolo svojemu trenažerju, mislim, trenažer svojemu kolesu, zaradi tega, ker tam imaš kaseto, mislim, da 12 zobnikov in tam imaš tipičen kolo z 12 zobniki. Ja, imam, ampak... Drugače so pa 11, mislim, zelo pogosto, da imaš 11. Mislim, če imate kolo z 12 zobniki, se vam splača Suito tako kupiti, ne? Ja. Če pa ne... Ja, imam. Zgori ga imam z 12, ja. Točno tako je zdaj gor. No, ampak skratka, če imate pa en kolo, ki nima tega, je pa se splača posebej. Ja, zdaj večino z 12, ampak kompanjolo je naredil enega s 13, kar. 11 je bilo zelo veliko. Ja, 11 je bil, zdaj vedno bolj 12, ampak ja, no, skratka, zdaj tega jaz sploh nisem vedel, kaj on povedal, tudi zame, no. Ja, nisem vedel, kaj je razlika, sem mislil, da je kakšna strukturna zadeva čistko, ampak ne. Sej on ima to bolj naštudiran, kot jaz. Sem gledal, ko me je zanimalo, kaj je razlika, da dodaš eno črko, ne? Ja. Kaj to se spremeni? Ja, neki mora biti, ja. Ja. Pa v ceni, jasno. Ja. Pač Suito je dražji, kot Suito T. Ja. Tako da ja. Ja, to sem imel, pa čevlje, to ne vem, a sem se tudi že takrat pritoževal. Se pa veliko pritožujem glede čevljev. Ja. A sem se že vmes videl, zdaj ne vem,
v videu, ko si ti snemal. Mislim, da si povedal. No. Ja, da so. Se bo še ne. Ja, lej, dragi so, ne dragi, ne, stari so, dragi niti ne. Stari so, prvi Everesting sem naredil že s temi čevlji. In so zelo, zelo stari, to je 21. Ja, pa kupil sem jih 1 leto pred tem. Tako da, to so moji prvi čevlji sploh. Ja, kolesarski čevlji. Tako da, te so dal enih kilometrov čez ne. Tako da, ja, me je zelo bolel v prste, ampak ne bom zdaj nič dodatno jamral, kakor sem. Mogoče to ni na videu, ampak sem malo jamral, ker so me prsti na nogah zelo boleli. Tako da, malo me je oviral, ampak no, bolj Je bilo zelo, zelo veliko. Ja, to je bila ena izmed tistih, ampak nisem zaradi te ovire pravzaprav učil tisto uro pa pol, ali koliko sem imel pauze vse skupaj. Ja. Vse skupaj si mi ne vem. Plan je bil tam malo pod 2 urama imeti na 24 ur, kar mi bi glih tam uspel. Ja. Po planu sem vozil, po času ne. Čas je bil za 23 km na uro, hitrost 22, ali koliko sem imel. Opremo, če se vrnemo nazaj. Kaj dres nam, hlače so bolj pomembne kot dres, tako da o dresu nam nič govoril. Tako počasno nisem imel. Ja, no, na videu sem ga imel. Ampak hlače so veliko bolj pomemben del in sploh na trenažerju in to švicaš in vse, so pomemben, da se ne premikaš preveč po sedežu gor dol. In v bistvu so zelo dobro odigrali svojo vlogo, sem kar zadovoljen z njimi. Pisej je znamka teh hlač. Model ne vem kaj, sam sem bil navdušen nad njimi, že takoj, ko sem jih dobil, so res take mehke, udobne in sem se dobro počutil, čeprav sem imel hude prebavne težave, do tega še pridemo do prehrane. Ampak tako da sem v bistvu težko sem sedel, ampak ne zaradi tega, ker me kaj bolel, zaradi tega, ker pač sem imel prebavne težave, drugač pa. Če verjetno 3. del dneva, lažje sedel. Saj verjetno bi se ga dal videti tle, naprimer, če dam zraven roko, mogoče da se ga svetli, se ga vidi, mogoče, ne vem, bom video spalno videl. A ga bomo značoval, ne. Se ga lahko daš dol. Ne, okej. Ja, tako da hlače, to je to, pol pa čelade nisem imel. Ne. Ja, ampak, ja, teža. Ja, veliko pač čelade pač ne, veš ne. Ja, kaj še? Ja, nogavice, ne. No, to je pa zdaj zanimivo. Jaz sem, ja, čuden, ker v bistvu ti še vsega ne veš. Bom celo mogoče pokazal. Nogavice sem imel ene iz AliExpressa, ker pač aero, ne vem sicer zaradi katerega razloga, ampak ne vem, pač aero isto kot čelada, pač je čisto vseeno, kako si ti tam gor oblečen. Lahko tudi nek peleš, če ti je to boljš. Sam, kot sem rekel, hlače so pomembne. No, in sem imel te nogavice, ki sem jih imel že velikrat. Na prvi 300, ki sem imel original, pač prave. Na drugi 300, ki sem imel te, potem pa še na ene par težkih turah sem imel te aero štumfe z AliExpressa in ne priporočam. Na začetku te kratke ture, ja, ok, priporočam, pač ni nič. Ampak dolge ture, to pa ni dobro, zato ker jaz sem bil čist rdeč, to lahko si vam potrdi, in to ne pri štumfih, torej pod štumfi, na koži, ampak nad, ne. In to se mi je tudi že zgodilo, pač že prej, ampak samo na dolgih turah. Skratka, pač presenečen sem nad tem. In pa sem pa dobil še en mehur sam. In to se mi je tudi že zgodilo. To pa ena, ki je, ja, ne vidijo, ampak ni važno, skratka mehur imam
Kot da bi se užgal z nečim, no, tako zgleda približen. Ni veliko 1 kvadratni centimeter, 2, ampak pač, ni veliko. mislim, ja, ni, verjetno je manj, ampak vsaj tako okolje, malo še užgan. Pa malo boli, če bi tako naredil, že bi zabolel, tako da ni prav fajn. Tako da te štumfe bom vrgel v smeti, ker je boljš kupiti original, dati malo več denarja za to, pa edina stvar, ki pač je tako malo, ne vem, mogoče so čelada, recimo, je neoriginalna, dokler ne padeš v redu. Pa, ko padeš, je mogoče malo slabš, ampak kupovati stvari prek AliExpressa, ne vem, mogoče se zdi v redu, kaj pocen sam. Ne vem, kakšne posledice ima to. Samega sebe v bistvu. Ja, to pa ne. Tako da, ja. To je glede tega, to se je kaj oprema. Ni nič za dodati, po moje. Bidoni. Kos, pač, ja. Ja. Kolo je v bistvu ni zelo pomembno. Pač, pomembno je samo, da se ti gor dobro počutiš. Moj ta star kolo, ne tale, tle zadaj, je bil gor, ki je pač malo bolj obrabljen. Zdaj imaš ti tistega verjetno namenjenega trenažerju, ne? Ja. Zato, ker trenažer v resnici ni zna zelo poškodovati kolo. Ja. Zaradi različnih razlogov, ne zato, ker bi bil, da je mehansko tako narejen, ampak zaradi raznih švicov, kakšnih čist človeških napak. Ja. Pa tudi veriga se ful hitrej obrablja. Pa potem hkrati posledično tudi zobniki. Rabiš verigo velikrat menjati, pa tudi zobnikov ti ne bo treba, če pa verige ne boš menil, pa sej bo treba to verigo, ker zdaj sem naredil pač 400 km v šusu in to je kar veliko. Pa še moraš na trenažerju bolj ure gledati kot kilometre, ker jaz delam full ur, ampak sam klance furam. Tako da pa na koncu, če pogledaš kilometre, jaz ne naredim veliko kilometrov v urah, pa veliko. Se to je tisto, to smo se v bistvu že doma pogovarjali. Ti si, če bi šli primerjati s Strasserjem, mogoče lahko to temo odpeljava zdaj. Ti si v bistvu pelil čisto kompletno drugo stvar, ne? Ti, če bi umaknil vsa višino, bi krat 2 verjetno odpeljal tega. Ja, mislim, po hitrosti ne, ampak kilometrov, ja, na koncu, če rečemo, kaj, če bi imel 24 ur ravnine, ampak seveda bi to bilo pa čisto zahtevano odpeljati. Ja, stvar bi bila enaka, ne, sam ravnina bi bila. Mogoče je ideja, da v resnici na koncu ni toliko veliko, kot si odpeljal za 20 ur, ne. 400 km, če primerjaš s Strasserjem, ne. Ampak ti si peljal v resnici čisto eno kompletno drugo stvar. Everesting ni bil nikoli tukaj pač ideja za delati. Ja, in zato tudi si izbral progo, ki ni namenjena temu, ne. Ja, ne, ni, ker to je krog, ki je bil za svetovno prvenstvo, mimogrede. Se ga odpeljal enkrat, ampak ja, to je vmesen ta težek krog. In to ni Everesting, tudi to se ne bi štel kot raden Everesting, ne. Ti rabiš en klanc gor dol, pa še to rabiš priti pol dol, pa do vrha. Skratka, ta pravila so zelo stroga, sploh, ko si na 8000 metrih, se ti zdi to zelo strogo, ko moraš priti še enkrat na vrha, ne. Pač stroga pravila, ampak lej, tako je, jaz se s tem sploh ne obremenjujem, pač zame je 8848 višincev še precej bolj neverjetnih, kot pač po takem krogu, kot pa samo en klanc gor dol, da je. Ker kot je Simon zračunal, sem jaz to delal bolj tako ravnin, ne. Ker je veliko kilometrov. Vi si lahko to predstavljate kot v resnici ravnino. Ja, pač tako, če bi delal na klanc, je to 4% gor, pa pol spust dol, ne. Tako da je to tak položen klanc. Recimo, to je bolj položen kot Črnivec, če poznate. Ne 4% gor, pa pol spust dol, 2% gor, pa pol spust dol. Se ti si spust dol isto naredil? Čak, a sem jaz to narobe zračunal. Ti imaš? Sej verjetno je on pravilno, pa sem se jaz zmotil. Ja, basically 4% gor, pa pol spust dol, ja. Zaradi tega,
Ja, zato ker a veš, zakaj sem jaz to hitro ugotovil. Ker sem naredil prvi Everesting, je bilo 234 km, pa 7 cela neki procenta, pa pol, ok, to je bil klanc, ne. Pa če to damo skoraj krat 2, je pa to 4. Ja. Po dolžini pa to približno 4 posto, malo več kot 4 posto, bi rekel. Tako da ja, položen klanc, ja, to je glih Črnivec. Ja. No, na Črnivec delati Everesting je, ni pametna izbira, pač tisti, ki bi šel to delati, je malo neumen, ne. Čeprav poznam enega, ki je to mislil iti delati. Pa tudi ti ga poznaš, sam ne veš, da je to rekel. Pa ni Marinka. Ne vem, a je treba poimensko, ampak en je to rekel enkrat. Še na Črnivec delate Everesting. Ja, naslednjič ga grem na Črnivca. Saj če gleda, nimam nič proti temu, sam je kar težko. No, saj ni treba poimensko, ti bom pa povedal, kdo je to napisal v ene komentarje. Ampak ne, saj pač... Je tebi rekel, da ga greš? Ne, on je rekel, da ga bo šel na to delati, pa jaz sem to komentiral Jaka tu Marinku tu enkrat. Za tiste, ki ga ne poznate, lahko pogledate kakšen podcast, malo 2 posneta, 3. Z njim, ampak jaz sem njemu to komentiral, to idejo, kot najbolj neumno možno idejo delati. Da to ne moreš narediti, ni šanse. Nemogoče, za 1000 evrov je rekel, da gre on to delati pol Marinko. Saj se bo spomnil, če bo to pogledal. No, in na koncu sem jaz to naredil, ker sem rekel, da je to, pa sem mu preprečil, to je najbolj neumna možna stvar, ki jo greš delati. Pa ne, nisem niti vedel, da bom to naredil, nisem razmišljal o tem, jaz sem razmišljal. Na koncu si se v bistvu že predal. Ja, v bistvu sem se predal, ja, pa sem... Rekel, da pa Everesting pa sem... Ja, sem pa naredil. Čeprav sem se imel težave pač že veliko prej, ampak zdaj smo iz opreme prišli tako daleč, da lahko gremo nazaj na prehrano, pa še to obdelamo, pa bomo pa... Ker iz prehrane pa izvirajo težave, tako da pač iz opreme niti ne. Dej nam pa malo povej, kako je izgledala ta tvoja prehrana. Kajaka, najprej nam povej, kako si se na začetku počutil, da bomo lahko sklepali z tega ven. Ja, na začetku, kdaj na začetku? Preden si se usedel na kolo. Preden sem se usedel na kolo... Si imel kakršne koli prebavne težave? Ne, kje? Ja, vse je bilo super. Čujem, zdaj le bo eno taka malo... Sral sem normalno, pa tudi glava me ni nič bolela, noge so bile perfektne. Bolj ne more biti. 2 dni prej nisem skoraj nič delal. Začel si iz tazga stanja, kad bi si želel začeti? Točno to. Ni mi nič manjkalo. Forma je bila, zdaj je ni, sem zmatran, ampak vse je bilo po planu, bolan nisem bil nič, najedel sem se en dan prej, res najedel, tako da sem se, štartal sem super, pripravljen na izziv, pol pa ta prehrana ni več štimala, krivec, moramo pa dobiti, mislim, se jaz vem, kaj je krivec, ampak moraš našteti vse stvari, ki sem jih jedel, pa mogoče, če se kdo, ki jaz študiram zdaj, pač živilstvo in prehrano, ampak nismo še prišli glih do kakšnih strokovnih predmetov, kar je dosti problem zame. No, ampak kar jaz pač vem, je to, da pač iz prehrane je prišel ta problem, ker ni težko ugotoviti, je pa tako, da, ja, kaj sem jedel. Čisto vse bom povedal, in to je to, kar sem jedel. Pred samo vožnjo sem jedel en dan prej špagete, pa veliko omake in to je nekako to, ampak tega sem ful pojedel, pa makarone, ampak... Špagete, omako pa makarone. Ja, mešal sem, ker ni bilo dosti makaronov, pa sem jedel še špagete. Ja. Pač veliko sem pojedel, zato ker sem hotel veliko pojesti, pač je zmanjkalo makaronov, sem dal še špagete. No, in to je to, pa pil sem veliko, da sem bil hidriran že iz štarta.
Pol pa, ko sem pa začel, pa takrat, ko sem začel, kot sem rekel, sem bil vse v redu. Pol, ko sem pa začel, jedel sem ene take posušene kruhke, ne vem, kako se ti... Krekerje. Ja, to krekerje. To sem veliko tega pojedel. Pa sem jedel posušeno sadje. Ampak tega nisem toliko veliko pojedel. Hariboje sem jedel. Pa sem mleka sem nekaj popil. Mislil sem čokolino, nisem. No, ampak to, da malo povem količinsko, kako to zgleda, da se boste predstavljali. Teh krekerjev imam pojedel 2 res velika paketa. No. Ja, in to je težko je jest brez vode. V bistvu nemogoče. In sem ful enega napitka od Enduranca Ja. popil. Z elektroliti pa z ogljikovimi hidrati pa z ne vem točno koliko, jih je 25 gramov na 100, se mi zdi, da je to. No, in tam gor piše easy on stomach. Torej, da načeloma ne dela prebavnih To težav. je že prvi podatek v smeri tega, zakaj je Jaka potem dobil prebavne težave. Ja, veliko sem popil tega, ampak sem delal tako, kot tam piše, pa še premalo sem dal v bidon. 1 žličko, pa je, da se da 2. No, skratka, pa še to ne 1 cele. No, in no, pol je Simon to naprej korigiral, ampak kaj prešel. Ampak do takrat, pa tudi prej sem že pač imel te težave, tako da Simon ni nič zajebal. On je samo pomagal. Ker sem pač še predtem pa ni to edini problem. Meni je to, kar sem pil, ni bil tok problem, kakor nekaj drugega, in sicer geli, ki sem jih imel preštimanih 16. Ne. Meni je bil samo 1 s kofeinom, še to nisem zihče. Vsi od Enduranca, 45 gramov ogljikovih hidratov sem načeloma na začetku jedel z okusom jagode, in to so ful dobri. Ampak največ sem pojedel, ne vem, ali 2 v življenju, v eni turi 2, po moje. In takrat je bilo vse v redu. No, ampak tokrat sem jih pa 3, 4, pa še 2 drugačna in to je bila pa katastrofa. Tukaj se je pa začel propad, ki bi mislil, da bom glihar končal vse skup. Zato, ker je bilo toliko neznosno težko, da nisem mogel, pač samo sedel sem, nisem mogel več vstati. Lahko si pač tako stal na trenažerju, pač sedel, ampak po koncu, ne. Pa bil malo na telefonu, pa si malo krajšal čas, ne. Ampak to, ker nisem več mogel tega delati po ne vem koliko urah. Pol, ko ste vi prišli, se je začel, ampak zelo hiter. Pa drisko sem imel že prej. In to je bilo siguren zaradi teh gelov, ker nekih drugih stvari jaz zares nisem jedel. Magnezijeve tablete, načeloma to ne bi smel delati težav. In to je to. Pač po mojem nič drugega. Banano kakšno in to je to. Nič, še kaj. Mislim, da ne. Mislim, da je to. In geli. In imel sem plan jesti tako, da bom pač vseh 16 pojedel v 24 urah. Saj po 6 urah sem vedel, da 24 ur verjetno ne bom naredil. Od takrat naprej sem trpel non-stop. Takrat se je začel z nogami problemi, ampak to je že čist druga stvar. Problem je bila ta prebava, ker sem jo pa na koncu rešil z eno čist, ne vem, iz kje idejo. Meni se je bila pauza, pa ker me je toliko bolelo, da sem pač imel pauzo. In sem rekel, a je bila pauza. Ni bila pauza, sem kar kolesaril. Potem si naredil pauzo. Ja, potem sem naredil, ok, pa bomo tako. Kolesaril sem in sem pač prišel na idejo, ki bom vzel Reupurud za nevtraliziranje želodčne kisline. In, a to sta bila sama vidva s Tino, ali je bila še Veronika? A pa ona tega ne ve? Ok, pa je ravno to povedati. Kako sem jaz to rešil, to zadevo, ker če je ne bi rešil, ne bi naredil Everestnega, ker je bilo še kaj 2000 višincev skoraj.
Malo manj. Bilo je več kot 2000. Ja, skratka, ful jih je, 6500, kaj takega sem jih imel narejenih. Pa jih je bilo še ogromen in to me je že toliko bolelo, da nisem mogel zdržati. In od takrat naprej nisem vzel niti enega gela več, pa vzel sem Ruporut. Hvala Bogu, da sem se to spomnil, čeprav čist na random. In sem to vzel in je to pomagalo. Pa ne lažem, ker rečejo, da pomagal takoj. Je pomagal res takoj, po moje 3 minute. Pol nisem šel še takoj na kolo, da pač... To ste mi vidva, sta mi svetovala, da mogoče malo počakam, da vidim, kako bo, da se ta čist dokončno vzpostavi neko ravnotežje v želodcu, ker ti pač nevtralizira kislino, pa nisem vedel, a je to dobro ali ne, ker pač, a bo pol to še prebavljal naprej ali ne bo, ampak vse je narejen za ljudi in res je pomagal, od takrat naprej nisem vzel niti enega gela več, pa ni bilo več težav. Jedel sem tudi malo manj sicer, še vedno sem mal, ampak geli so bili problem, 100%. No, če bi jih nazaj začel jesti 45 gramske, siguren. In to brez prebavnih motenj, pač mogoče vsi smo si različni, ker ljudje, ampak pač to je eno sranje. Ne, pa bodimo iskreni. Pa sej verjamem, da če enega, dva vzameš, pač nikoli nisem imel probleme s temi geli. Pa najbolj možno sem jih pohvalil že ne vem kdaj. Takoj, ko sem jih začel. Ampak tokrat pa, to je bilo pa nekaj najslabšega možnega. Pa če bi kaj spremenil, bi spremenil to, da ne bi jedel gelov sploh. Pa bi Bog ve kje drugje dobil ogljikove hidrate. Sam ne iz tega, to pa ni šanse. Ker mi je pač uničil zelo veliko. No, druga stvar so bile pa noge. Ker jaz pač trenažer je čist druga stvar in tukaj lahko povem, da sem obračal nizke vate 120, to je med 120. Ja. Malo stavim. Ja. Telo se dihma korak, ker druga stvar so bile noge, je čisto nova tema. To, da ne boste povezovali s hrano. Ker to je kompletno različna tema. Ne? Ok, zdaj lahko pa začnemo. Ja, torej ni nobene povezave med hrano, pa mogoče je, mislim je povezava, sam... Ja, pač čisto novo, skratka noge niso imele s temi geli čisto nobene povezave, kvečjemu so mu pomagali, ker pač to pa bodo pomagali, ne? Da dlje zdržiš. Noge so imele pa problem zaradi trenažerja in pa pač pozicije na kolesu verjetno. Jaz sem imel zelo nizko sedlo, ker se bo mogoče na videu opazil, mogoče se ne bo pač. Jaz itak nisem naredil bike fittinga, ker pač neumen, ampak sem si kar malo tako prilagodil kolo. Zid sem malo spremenil, gor dol, naklon, tudi sedeža. Ampak mislim, da glavna stvar je trenažer sam, meni ne ustreza in me noge začnejo zelo hitro boleti. Verjetno sama mentaliteta na trenažerju je, kolesarjenje zunaj, premikaš se, vidiš naravo, delaš nekaj, kar imaš rad. Dihaš lahko na svežem zraku, večinoma potem. Po rovih voziš, ne? Ja, ali pa ravnine. Čisto greš, imaš sama polje, zraven je lepo, ne? Trenažer, ne premikaš se, v resnici ne uživaš v tem, kar delaš od začetka, je to samo izziv. Ja, kakšne intervale mogoče je zanimiv na začetku, pa pol tudi ni. Skratka, to je v bistvu samo, da nabiraš ali pa vzdržuješ kondicijo čez zimo, v živu pa ne boš. Mogoče na začetku navidezna resničnost, to je pa zanimivo, ne. Jaz pa tle lahko kolesarim z ne vem kom, pa se primerjam, pa vidim vate, če jih prej ne vidiš, so ti zanimivi, koliko nizke jih imaš, saj jaz. Misliš, naslednjo sezono pa bom slab, to pa bom slab, da to nikamor ne gre. Ja, ampak vsako naslednjo sezono pa greš pa pelat s kom, ki ima power meter, pa ga nažgeš, pa že on obrača ne vem kakšne vate, ugotoviš, da mogoče sem pa malo močnejši, kot mislim. Je na trenažerju prikazano, ne?
To je ena zanimiva lastnost, ker to so v resnici preračuni. Ne? Ja. Zdaj pa, da bi toliko nenatančno naredili, spet je čudno. Ne vem zakaj. Se tle dogaja, je eno tako zanimivo vprašanje. Ne? Ker jaz imam res nizke vate. Če rab kdo idejo za raziskovalno srednješolsko nalogo, ker to ni glih. To je samo treba čas vložiti, pa zanimivo je. Ne? Ja, pač Simon se s tem je kar spozna na to, tako da če koga poslušati, njega poslušati glede raziskovalnih. Taka dobra ideja, da malo Ja, ker ne vem, razlika je gigantska. eksperimentalno določena pač realnost, da na trenažerju obrneš precej nižje vate kot v zunaj. Za en primer, za 52 sekund se jaz lahko pelem v 15,9% klanc skoraj 21 km/h, ker je ekstremno hiter. To so vati okoli 12 vatov na kilo. Proti 700 vati, ne? Ja, ampak noter pa lahko jaz dam 700 vatov mogoče za 10 sekund, pa še to ne. No. Ampak ne sem na kratke, tudi na daljše ne morem. Ne, recimo moj peak power za 3 minute je mogoče 300 pa še malo vatov. Kar je noro manj, kot prav malo se ti zdi, ampak zunaj sem malo hitrejši. Ja, ampak tako da ja, pač to je zanimiva. Ja, tako da tle imate izhodišče, če ima kdo željo, idejo za raziskovanje, se mi zdi taka dobra tema. Je zelo dobra, pa zanimiva, če te zanima. Ampak ker si statičen na kolesu, to je treba še omeniti, ker si statičen je... Sej, to smo se tudi zabavali včeraj, ne? Ja. Ker jaz sem sedel, gledal sem ga, sem bil točno pred njim. In ena stvar, ki je bila, da je bilo to prvih 400 km na svetu, kjer je človek odpeljal z nogo v špriklah. Res je, zadnjih 100 jih je kar... Si predstavljate, on je ves čas mene gledal, bil pol metra pred mano, pa nikoli ni mogel priti do mene. Malo sem se premikal, kakšen milimeter sem se premikal, ker tele nokce niso zdržale. Ja, pa ker sem vstal, sem malo ga potegnil naprej. Ampak stal sem zelo malo, ker me je toliko želodec bolel. Ampak ja, tako kot je Simon rekel, pač smešen je bilo zagotovo za gledati, se me zanima to vse, ampak pač ja, težek dan, pa tak, ne greš to vsak dan delati. Ne vem, kolikrat boste lahko še nekoga slišali reči, da je naredil tako stvar. Ja, zdaj na GCN-u, tam so naredili 24 ur, sam to je malo, kako bi rekel. Ja, on je imel verjetno skozi nekoga zraven, ne? Ja, pa tudi virtualno realnost na polno naštelano. malo starejši je, pa malo boljši. Pa tudi, da ne bomo samo navedli podatka, lahko malo razloživa, zakaj to vpliva na... Ja, da ne sam ne rečem, starejši je najbolj, da si star 80 let preštudirati. Ne, to ne, ampak če si star 40 let, 50, to je za vzdržljivost, to je zelo dobro za vzdržljivost. Isto, da konstantno delaš skozi svoja leta, skozi mladost, skozi potem... Ja, ne boš se kar... Vzdržljivost je treba natrenirati. Ja. Sej šprint tudi, ampak je bolj prirojen. Ja. To še ne pomeni, da on je zelo dober šprinter, to še ne pomeni, ja, da boš kar Usain Bolt, boš pa kar, se boš rodil, ne. Za tiste minimalne napredke je treba ogromen treninga narediti. Ampak so pa majhni napredki, ampak trening je pa še vedno lahko neverjetno velikega, ne. Tako kot pa za vzdržljivost je tudi neomejeno veliko treninga, pa napredki so pa gigantski. To se pa vidi. In pol ti misliš, ta pa je treniral. Jak je napredek toliko očiten, ampak se ga veliko hitreje dobi, ampak ti treba trenirati zelo. Pač vidi se napredek. V bistvu, če ti konstantno to delaš, ne bo
zelo pozno pride ta točka, ko dosežeš svoj maks. Ne? Zelo pozno. In zagotovo ne pri 19 letih. Ja. a ne. Pač nekateri bodo rekli, ja, mislim, dobim kar veliko kritik od enega prijatelja, ki me skozi na to Marinko, ki skozi omenjam leta pri vzdržljivosti, ampak jih z razlogom, ker narediti Everesting, kot sem ga pri 14, je uspeh veliko večji kot ta pri 19. Čeprav sem ga naredil zdaj. To je kompletno drugače. Ja, ampak če ga bi šel ven delati zdaj, je pri 14 ti povem veliko težji. Ja. Veliko težji. Na isti klanc, iste razmere, ki itak nikoli ne morejo biti iste. V 13 urah. Ja, ga bi, seveda ga bi. Takrat ga je naredil 15. Ja, ja, ga bi, zdaj se bi pedel, ampak vse sem ga enkrat poskušal, ampak Ti si se govorila o tistem. ja, tako da ni treba. Tako da ni treba o tem omenjati, ampak ja, skratka, vzdržljivost pa delati take ekstremne stvari pri teh letih je težko. Tako da pač ja, je lažje pri malo višji starosti. Ja. Pa tudi bolj zdravo, mislim, čeprav ni zdravo, ampak Lahko vzamemo še en drug pogled na to. Ne? Maksimalno moč človek doseže, če ne trenira od zgodnih, ne vem, da pri 4 letih začneš, gimnastičari za to dosežejo pri 25 max. Ne? Ampak v resnici ti za maksimalno moč dosežeš max nekje med 25 in 35. Bolj 30-35. Ne? In ne moreš ti pričakovati, da boš vzdržljivost dosegel prej kot to. Ker tisto je pa samo čas vložen v to. Ne? Ti se boš časom zboljševal, tleh imaš pa neko maksimalno moč, ki jo mišice so sposobne doseči, kar je odvisno od marsikega dejavnika. Ne bom se poglabljal v to, ker bom podatke narobe povedal, ker ne vem. Ne? Ampak se mi zdi precej logično, da mislim, že sam to, ne, maksimalno moč mašina doseže enkrat. Ne? In endurance traja pa, mislim, ne boš ti šel, ne bo krivulja taka, ne? Ne boš prišel do nekega maksa, pa se bo ustavil. Za endurance boš ti mogel mašino na manjših obratih voziti, pa da. In zato je potreben čas. spet primerjava je bila precej taka slaba, banalna, mogoče sem se, ampak tako, se mi zdi, da je ta stvar, da moč bo rasla in se bo ustavila na neki točki in bo začela padati. Ne? To je tudi pri avtu krivulja taka, pri bencinski mašini. Za električne zdaj točno ne vem, pa bom kmalu vedel. Ampak za človeka se stvar ne bo, princip je dosti podoben. Ne? Ti boš mogel trenirati in to s časom natreniraš in dokler je te telo do neke mere sposobno trenirati. Ja, bo to bo jasno. Ja. To sem mislil, v bistvu z navorom nekako primerjati. Čeprav navor na neki točki do maksimuma pride, tudi pol, ko boš padel, pa se bo obrati višal, bo še zmer večja moč. A ne? Na ta način sem. Ja, točno to. Simon ima čisto prav in ja, nekako tako sva razložila zdaj ta aspekt, da ne rečemo samo, aha, mlad si dober, to je neverjetno, da sva pač pojasnila te besede, zakaj je vsem pri teh letih to, ker izziv to narediti. No. Kakšne druge stvari so za ta leta bolj normalne, pa bolj zdrave. Ampak ja. To je zanimiva tema, ki se mi zdi, da še je obstoječa, je pa sam mentalni izziv, ki ti je ta stvar predstavljala. Dam te besedo. Bom jaz samo svoj vidik na to pogledal. Mi smo se med samim izzivom zelo veliko pogovarjala o mentalnih aspektih tega dela. Ne? In govorila sva, ne vem, Jaka to je bilo pač naporno 6 ure, tako kot je rekel. Ne? In sva govorila, sigurno obstajajo ljudje, ki trenutno bolj trpijo, kot jaz, ne? Ki jim nimajo tega okolja, nimajo te možnosti, da potem, ko končajo, da grejo lahko spat v posteljo, nimajo te možnosti, da bi imeli tako prehrano kot jaz, ne morejo piti. Ne? Ampak
jaz sem, to sem bolj za nazaj razmišljal, takrat, ko sem razmišljal, sem sam razmišljal o tem, kako lahko, kar se da, dam. Zmotivirati, ja, sej me je zelo dober, ne. Za nazaj, ko gledam, bolj, ko je prihajal proti tisti 4. uri, ki sva končala, se mi zdi, bolj si prihajal v tisto cono, ker to ni bilo več tako trpljenje, ker bi lahko rekel, da veliko ljudi, ki bolj trpi na svetu, kot ti. Zaradi tega, ker sem te jaz sem spremljal tvoj izraz, tvoje stanje, tvoje odzivanje na naše šale. Saj veš, mi smo dodali šale, da bi tvojo glavo vzeli iz tega, kar si ti delal. Ja, jih je bilo veliko. Pa zanimive teme za pogovor, ker sem malo sem pozabil, ker pač smo se o zanimivih stvareh pogovarjali in bolj pozabiš na... In to je bil cilj, ne? No, da jaz sestavim, kar vam hočem povedati. Jaka je včeraj prešel skozi ene par kriz. In če si vi predstavljate, jaz sem, na primer, v nekem momentu sem zbolel, ne? In v tistem takrat je težko karkoli narediti. In jaz sem takrat poskusil iti čez to mejo, ne? In sem šel in sem naredil eno stvar, ki se mi je zdela zelo pomembna, pa nisem hotel pustiti na cedilu svojih igralskih kolegov. Zelo dobro spomnim. Res je bil bolan. No, zdaj si pa vi predstavljate, da vzamete tazga človeka in da najprej sem v redu. Dvotedensko bolečino združite v en zelo kratek obdobje, na začetek, in sem najprej v redu. Zdaj pa gonom na polno. Najprej me začnejo noge boleti. Zelo boleti, vedno bolj boleti, in potem te v nekem trenutku začne želodec boleti, tako kot je mene takrat začel boleti. In zdaj ste vi v situaciji, kjer človek pač ni več sposoben drugega, niti ležati. Jaz v momentu nisem bil niti ležati sposoben. In Jaka je bil... To sem bil sposoben, ker... Ok, ni bila taka huda bolečina, kot sem imel takrat izključno, ampak hočem povedati, da je bila pa blizu. Ja, problem je bil, ki je bila kombinirana, ker te nekaj boli, pa te pa drugo zadane. Ja, to. Ni bilo to hudo, ker sem se ulegel, je bilo super. Sam problem je, da uleži nož naredil. A veste, ti moraš iti potem nazaj. On je imel je možnost, da bi ta bolečina kompletno nehala. Bolečina v nogah ne. To te boli, dokler se noge ne regenerirajo. Ne? Ampak on je imel možnost, da bi nehal. In je to možnost opustil. Ni važno zakaj. Karkoli ga je že motivirali, da je to naredil. Je šel vsem, on je imel pauzo. On je imel pauzo, ker se je lahko ulegel, ker je imel to možnost, da bi nehal. Videl je, tle me trebuh ne boli, če mi šel nazaj gor, me bo trebuh spet na polno začel boleti. In on je iz te situacije ven potegnil samega sebe in šel nazaj v trpljenje, da bi naredil eno stvar, ki si jo je zadal. In zato, kar si ti včeraj naredil, je dejansko verjetno največji prestop me, kar sem ga jaz videl, pa verjetno tega ne bom imel več velike priložnosti videti. Ja, bom se potrudil, da bom kdaj še kaj zanimivega naredil, ampak to, ko sem se pa včeraj namatril, pa raj ne več. Ne več, sploh ne zunaj, ker nimaš posle. Jaz sem si rekel, se pa boš šel spat, sej pa bo boljš, pa imaš posel 10 metrov stran. Kaj veš, tle se ti vmes se mu je odprla opcija, valjda, jaz sem vedel, da se to ne bo zgodilo, ne? Ampak njemu se je odprla opcija, kaj pa če jaz umrem zaradi tega, kaj jaz toliko stisnem, ne? Ja, res mi... Skozi ta mentalni stres iti čez je nekako tisto, zaradi česar poskušaš, stremiš k temu, da boš kdaj kaj tazga naredil, no? A veš, da boš sposoben biti toliko močen v tistem trenutku, ko boš rabil to imeti. In to sem jaz včeraj v tebi videl. Gledam za nazaj, ker sem bil tam, pač sem bil sam, da naredim kar lahko, ne. Ja, pa on je bil več kot 3 ure, ne. Ne samo včeraj, tudi predvčeraj. Pred polnočjo prišel, ti si bil tam. Če se jaz kaj prav spomnim, sprašil, se lahko ful zgrešim ob 7. Ne.
Malo prej. Naprej, mislim, 6-15, mislim, da sem prišel, 6-30. Ja. Mislim, da imam posnet to. Ja, tako da sej je prišel pa takoj. To je nekako moj vidik na tvojo mentaliteto, res. Ja, dolg časa si bil tam, sem hotel omeniti in me je dobro lahko videl. Ja. Se me je lahko nagledal. Nisem pripomogel k temu izzivu nič, če smo iskreni, ne? Na koncu nemam. Ampak kar sem jaz tam videl, je pa neverjetno. Nekaj boste lahko videli iz posnetkov, večino ne. Ja. Večino je treba doživeti, da vidiš, kaj se je dejansko tam zgodilo. Sej izraz je bil tako na začetku, kot si sam omenil, ker sem lahko gledal res dolg časa, sem govoril, ma na koncu že nisem več. Na koncu že nisem več. Šlo je nekako tako. Bolečine v nogah, si normalno, tako kot se zdaj z mano pogovarjaš, si se z mano takrat pogovarjal. Začel te trebuh boleti, je bila ta, da si šel čez to trebušno bolečino. Pol na koncu je bila pa sama izčrpanost, ko si mogel iti čez njo. Ne? In to se je res zanimivo se je spreminjalo, ampak na koncu bom jaz sicer nehal razlagati o tem, ker sem že, mislim, da malo povlekel, ampak neverjetno. To želim si, da bi vsak to doživel in to hkrati tudi naredil kdaj v življenju. Ne? Zaradi, pa ni, ne na kolesu. Ne, sploh ne, sploh. Ta mentaliteta Lahko jo dosežeš kjerkoli, tako bolečino lahko dosežeš kjerkoli. Samo potruditi se rabiš za zadevo, pa pol pač ni nujno, da je to, lahko je, pa sploh tudi v športu lahko ni, lahko, ne vem, kakšen čist tak projekt, recimo, ker je imel Simon jih že veliko. Samo v resnici jaz tega nisem še doživel, mislim, da tem... Ne, zato ker je tudi, to je tako, to ni noben dober trening in zdaj, če ti hočeš nekaj produktivnega narediti, iz tega ne boš naredil nič produktivnega. In tudi, če boš ti recimo nekaj študiral za fiziko, pa ne vem, karkoli, ja, verjetno ne boš šel študirati 20 ur konstantno, ker že ne boš iz tega ven nič produktivnega prinesel. Sicer ne vem, a je Nikola Tesla nekaj, vem, da je nekaj ful dolg časa eno stvar študiral, pa bil buden, ampak dober, pustimo zdaj to. Če ti hočeš nekaj natrenirati, rabiš si vzeti tudi pauzo, ne? In nekaj dalj časa študirati po kosih. To je pa bolj tako, da neki tak izziv in pač v velikih stvareh lahko to dosežeš. Pa tudi, da si v končni fazi ponosen na to, kar si naredil. To sem hotel reči, ja. Kar je nekako, bi rekel, danes ima ta video nekaj nauk, ne. In to je, ti boš iz takih situacij, lahko, ne vem, vse si rekel, da ne boš to delal 20 ur, ne. Ampak, ko boš pa delal, boš pa imel situacijo, ker bo verjetno treba to narediti. Ne vem, ko je treba zadnji dan NASA izstrelitev, naslednji dan, 100% so se pripravljali, ampak je nekaj šlo narobe, ne. In ti imaš zmer, na liniji je več triljonski projekt, ne, ki ga moraš ti nekako rešiti v enem dnevu. In zdaj v tej situaciji lahko vlečeš motivacijo iz takih stvari, kot jih je Jaka danes naredil, in veš, da je to možno narediti, ne. Ker tle ni vprašanje, ali boš ti to lahko naredil ali ne. To smo včeraj videli. Jaz sem ves čas vedel, da bo Jaka to lahko naredil, če bo on to hotel. Tudi 24 ur bi lahko včeraj potegnil, bi bilo pač izjemno kritično. Ja, do tega bom še prišel. Bom še v tem. No, bom, ja. 24 ur, zdajle, ko pogledam, jaz bi to naredil. Ja, ampak meni se zdi, da človek najbolj trezno razmišlja, ko je, bom lepo povedal, malo uničen. Ker takrat, ko te nekaj boli, takrat si rabiš reči, a bi to naredil. In jaz sem si takrat rekel, ma ni šanse, ne naredim niti podrazno. Čakaj, ne naredim, ni šanse, a veš, pač ne moreš narediti. Jaz sem si takrat si rekel, pa na začetku, ko sem delal take izzive, sem si pol vedno lagal, ma zdaj si pa ne bom. Pa zdaj sem si nehal že ene par izzivov nazaj. No, ta je bil malo bolj orenk, ampak
sem si med turo se moraš reči, ali pa med čimerkoli že delaš, a bi to zmogel, če se boš predal, ne, kolikor sem se za 24 ur. A si ti to zmožen? In sem si rekel, ne, nisem, niti podrazno, da to naredim. In če zdaj rečem nazaj, bi lahko si lagal pa rekel, mogoče bi pa stisnil, zato ker me ne boli več. Takrat se rabiš to vprašati, pa takrat nared. Ne pol, mogoče bom, mogoče ne. Sej mogoče bi, sam ne. Moraš se takrat vprašati, pa tudi to narediti. Ne pa pol govoriti, mogoče, lej, poskus naslednjič. Ni šlo. Tako da ja, zdaj pa povej ti. Ja, to isto stvar. Sem ti jaz že včeraj povedal in ti si to takrat razumel. Ampak zunanji vidik opazovalca, jaz razumem, da bi bil ti zmožen to narediti. Jaz razumem, da bi bil jaz sposoben, ne vem, dajmo en primer tak ekstremen, da tako, kar je bil ta, da bi bil sposoben 48 ur knjigo brati, naprimer, ne. Pa ven iz tega nekaj potegniti, pa naprej celo leto 6 ur spati, pa narediti eno res izjemno stvar, ne. Vem, da bi bil to sposoben narediti, ampak tle je problem mentaliteta. Tle ni nobenega drugega problema kot to. Ti moraš biti sposoben na koncu. Na koncu ima Goggins še malo prav, ne. Zaradi tega, ker človek je sposoben toliko deliti, kakor si predstavlja, ne. Ker tako kot si ti zdaj misliš, da bi naredil še 24 ur, jaz tudi mislim, da bi jih naredil. Mislim. Ja, lej, tako ti bom povedal. Situacija je postala precej duhomorna. Jaz ne vem, kaj bi sicer takrat mogel narediti, prepričati te pa nisem mogel. A veš, in potem tudi jaz, pač saj sem poskusil obdržati, ampak morala, ker mi pade morala, je to vse, kar pade. Ker ti si toliko dober kolesar, da bi bil to sposoben narediti. No, in zdaj res sem spet povlekel te stvari, da ne smem biti predolg, ampak lekcija je, kadarkoli pridete v situacijo, ki je toliko težka, kot je bil ta tvoj včerajšnji izziv, se zavedite, da ste sposobni odpeljati situacijo. Ja, jaz bi pa še nekaj dodal, ker te nekaj boli, se ne smeš udati, ker te preseneti še nekaj, kar sploh nisi pričakoval. Pa nekaj, čemer si zaupal, ker jaz sem tem gelom zaupal, ne, in ker so me noge bolele, pa ker prejš v situacijo, da misliš že zaradi tega odnehati, pa te pa zadane še nekaj čist drugega, ne, ker nisi pričakoval, da te bo, ker si mislil, to me pa še nikoli ni, to mi je veden dal samo moč, to me je nekako prenesel do velikih stvari, ne, potem pa še to nabije. Takrat se ne smeš udati in takrat ste prišli vi, prijatelji, tako da sem vam vesel, da ste me čez to spravili, prvi put. To je pa to, tako da, ja, to brez vas sigurno ne bilo mogoče. Ker takrat, ko me je to zadelo, še ta prebavne težave, takrat se ne smeš udati, ker te še nekaj, ker te načeloma ne bi smel. Tako da ste mi vi pomagali in ja, sem zadovoljen s tem, kar sem naredil na koncu. Vzemite iz tega pogovora, kar lahko. Mislim, da ideja je sama, tako kot sva že zdaj parkrat povedala, taka kot je. Cilj je postavljen, veste, da ga lahko naredite, to mora biti nekako. To je edina stvar, ki jo moraš malo racionalno gledati na to, da cilj postaviš v mejah tega, kar veš, da bi bil lahko sposoben narediti. In potem, ko prideš do situacij, ki te bremzajo, jih narediš. In to je to. In vzemite, kar lahko, ne bo se naredili samo. Ne, to se ne bo. In mi se pa upam, da naslednji teden vidimo z novim gostom. Naslednji torek. Pa lepo se imejte.